Mariborska tekstilna tovarna MTT se je nahajala na območju nekdanje Hutarjeve tovarne v Melju in je nastala z združevanjem predvojnih tekstilnih tovarn. Zgodba mariborske tekstilne industrije je zelo mogočna. Začela se je prav pred 100 leti, bi lahko dejali, in sicer je povezana z elektrarno Fala. Ker elektrarna Fala je imela ogromno električne energije in ker je zelo blizu Maribora, je že leta 1922 nastala ena velika tekstilna tovarna, na kar pa gre ta razvoj izredno hitro naprej in ob začetku druge svetovne vojne imamo v Mariboru 15 velikih tekstilnih tovarn, ki pridelujejo predvsem bombaž in ga seveda tudi zelo uspešno tkanine bombažne prodajajo. MTT je bila največja tekstilna tovarna v Jugoslaviji. Leta 1951 je kot prva tekstilna tovarna v Mariboru in Sloveniji pričela izvažati tkanine. Skoraj 60% proizvodnje smo prodali v izvoz, vendar ne ta izvoz, ko je izvoz na Hrvaško pa Bosno, ampak to je bil izvoz predvsem na zapadne države. Največji kupci so bili Italijani, Nemci, Skandinavci, Amerikanci. Moram reči, da smo preko konfekcij izvažali okrog 50 držav. Oblikovalec Zvonko Babič-Kurbus, ki je bil dolgoletni sodelavec MTT-ja, je celo izdelal tkanino, ki je bila v 80. letih v Evropi pravi modni hit. Ta tovarna MTT kot melski obrat in v času Sozda, ko je MTT-ju še bila priključena tovarna tekstila Tabor, potem Merinka, Majšperk, je poleg metalne pa tovarne avtomobilov, to so bili ključni giganti v jugoslovanskem merilu. Po letu 1990 pride do počasnega zatona. Izguba jugoslovanskega trga je gospodarstvo močno prizadela in Maribor je za slovensko osamosvojitev plačal največjo ceno, ki jo Mariborčani v tistem času sploh niso pričakovali. Čeprav je že veliko dravske vode steklo pod njenimi čudovitimi mostovi, se nekako z bolečino v srcu zrem na te objekte in v mislih mi beži čas nazaj, ko je ta avenija glavna v obratu Melju bila polna prešernih ljudi, predvsem tekstilnih delavk, ki so zadovoljne zapuščale po šihtu, težkem šihtu, tovarno. Danes je pa to ulica strahov. Poslovanje je začelo pešati, ljudje so začeli odhajati, ekonomija se je znašla v rdečih številkah, dokler mariborski gigant ni zavedno utihnil.